Rudar je na zadnjih tekmah vendarle ujel nekaj boljše forme, ravno obratno pa velja za Goričane, ki so bili do nedavnega prvi, a tokrat so v seriji 2 zaporednih porazov in doma izgubili proti Mariboru, nato pa še proti ljubljanski Olimpiji. Prva akcija tekme za Luko Prašnikarja, ki je bil sam pred vrati, na koncu padel, zahteval 11 metrovko, prekrška tokrat ni bilo. Kombinacija Rudarja, ki je bolje začel tekmo, priložnosti je pripravil Amer Krcič, ampak na pravem mestu tokrat goriški vratar. Prva akcija tudi Primorcev, Heleke je bil v izjemno dobrem položaju, prišel pred vrata, streljal, ampak to je bila izjemna obramba Mateja Radana. Kombinacija Goričanov, še ena žoga pred vrata, Strela je prišel širok in zgrešil, nato pa 25. minuta in priložnost za Velenjčane, gol za 1-0, lepa kombinacija in še zaključek pred vrati Gorice. Mario Babič je zatresel mrežo Srčana za 0-1. Izjemen začetek tekme za velenjski Rudar. Še zadnja akcija prvega polčasa, to je bila priložnost za domačine. Jaka Ibejš je streljal v padcu, pa nekoliko nespretno in nesrečno žogo poslal čez gol. Drugi polčas in prva akcija po kotu, zgrešil je Kašnik, potem pa zadetek za Velenjčane. Krcič je bil na pravem mestu, ampak to je bil offside, kajti pred vrati je vratarja gostujočega moštva oviral eden izmed Velenjčanov. Na koncu še strel Marija Babiča, mimo vrat, in to je bila že zadnja akcija tekme. Na koncu poraz Goričanov, tretji zaporedni, Rudar Gorica 1-0. Ja, res je, res smo si želeli to tekmo dobiti. Mislim, da smo prvi polčas odigrali odlično, tudi povedli. In na koncu smo sicer želeli zadeti drugič, da bi mirneje pripeljali tekmo koncu. To nam ni uspelo, čestitam fantom, ker so res odgarali in odigrali super tekmo. Veseli smo in že gremo naprej proti Zavrču. Je bilo na koncu edino, ki smo malo pritisnili, drugače danes ni bilo to kot ponavadi. Izgubili smo tekmo, sicer nekaj po priložnosti je bilo, ampak premalo za kaj več.